Pozdravljeni, sem Beti Burger, avtorica podcasta Na robu, kjer se lotevamo tem odrinjenih obrob, da kot družba ne zgrmimo čez njega. Tokrat o položaju žensk na podeželju. Z mano je Ana Pavlič, programska direktorica in raziskovalka na Inštitutu za preučevanje enakosti spolov. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Lepo pozdravljena, najlepša hvala za vabilo. Torej, polovica ljudi pri nas pravzaprav živi na podeželju. In ženske na teh družinskih kmetijah so v veliki meri steber delovanja celotne kmetije. Vendar pa jim to pravzaprav ne omogoča enakih socialnih, pravnih, ekonomskega položaja kot moškim. Kako torej živijo ženske na podeželju danes? Ja, pravzaprav ste že takoj na začetku podali eno krasno iztočnico, ki zelo dobro opiše ta kompleksen in po eni strani kontradiktoren položaj, v katerem živijo ženske pri nas na podeželju. Namreč rada bi poudarila za vse tiste, ki naj poslušajo ali pa gledajo, da kadar govorimo o ženskah na podeželju, ne govorimo o ženskah, ki živijo tam nekje, v nekih maloštevilnih skupnostih, oddaljene, zelo daleč stran, mogoče od bolj urbanih središč. Urbana središča v Sloveniji sta pravzaprav samo dva, vse ostalo je več ali manj bolj ruralno območje. In ženske, ki torej živijo tam, pravzaprav živijo tudi pod težo nekih globalnih fenomenov, pod katerimi se je znašlo, na primer področje enakosti spolov, pravic žensk ali pa feminizma, če lahko tako rečem. To pomeni, da ta odboj, ki smo mu priča tudi na globalni ravni, govorimo o odboju poskusov zmanjševanja temeljnih pravic žensk, na primer reproduktivnih pravic, poskusov redefiniranja nekih družinskih politik ali pa celo porasta populističnih gibanj, ki zelo odkrito in pogumno kritizirajo, nasprotujejo enakosti spolov, je ta odboj nekaj, kar se najbolj očitno vidi in tudi, če lahko tako rečem, najbolj grenko občuti ravno za ženske, ki živijo na podeželju. Zakaj? Podeželje je namreč neko območje, kjer ti zelo tradicionalni, lahko bi rekla celo nasilni, mizogini, seksistični vzorci vedenja, mišljenja in delovanja vztrajajo resnično že najdlje časa in so najbolj trdovratni, zelo težko jih je spremeniti. Ženske tam živijo v zelo zaprtih skupnosti in kljub temu, da opravijo ogromno količino dela, ne samo vidnega, ampak tudi nevidnega, ostajajo ekonomsko podrejene in ostajajo dejansko v življenju, v katerem njihova vloga ali pa njihov doprinos ni prepoznan. Za ženske na podeželju v Sloveniji sem jaz prepričana, da lahko rečemo tudi na podlagi tega, kar je pokazala naša raziskava, ki smo jo opravljali v sklopu projekta Terra, ki je trajal 2 leti, zdaj je žal že zaključen, ker tako pač to je, kadar si odvisen od zunanjega financiranja, ampak zelo ponosna sem. V sklopu tega projekta smo mi lahko pripravili nacionalno raziskavo, ki je pravzaprav prva pogledala, kakšno je stanje enakosti spolov na podeželju. In tam smo ugotovili, da so ženske resnično trojno obremenjene. Niso obremenjene zgolj s tem produktivnim delom, ki ga vidimo, se pravi delom, ki ga opravijo na kmetiji, tudi z neproduktivnim delom oziroma z nevidnim skrbstvenim delom. Poleg tega pa so one tiste, ki opravljajo še skupnostno delo. Skupnostno delo pa je delo, ki drži skupaj celotno skupnost, v kateri bivajo, se pravi dejansko na njihovih plečih je dom, družina, gospodarska dejavnost kmetijstva in skupnost, katere del so. Pa se je ta njihov položaj vseeno zdaj v zadnjih letih, desetletjih spremenil, ne? Zdaj imam mogoče v glavi neko še tako zelo stereotipno podobo od nekoč, torej ženske na podeželju, zgarane, zruto na glavi, ki nimajo v bistvu ne časa, ne prostora, ne resursov, da bi skrbele za sebe. Kako se je v bistvu ta podoba spremenila, koliko drugače vseeno živijo ženske danes na podeželju? Živijo kaj boljše? To je zelo pomembno vprašanje, zelo odkrito, iskreno bi vam odgovorila, da ne. Zakaj? Ker je zelo odvisno, koga o tem sprašujemo.
Tera je pokazala, da je recimo večina žensk, več kot 60% žensk prepričanih, da se njihov položaj ni bistveno spremenil, ne. Skoraj 70% jih je tako dejalo. Po drugi strani so bili moški prepričani, da je enako skoraj da že dosežena, kar je ponovno odraz nekih drugih globalnih fenomenov. Ampak v Teri so sodelovale ženske, ki so v kar četrtini primerov dejale, da nimajo prostega časa. Torej, da so tako obremenjene s temi različnimi deli, ki jih upravljajo, da ne obstaja trenutek v dnevu, dan, ura, minuta, v kateri bi lahko počele nekaj, kar bi veselilo zgolj njih, nekaj, kar bi doprineslo zgolj k njihovemu dobremu počutju. Torej, da ne bi bile nenehno v službi in skrbi za nekoga drugega. Še slabša slika je pri tistih ženskah, ki na podeželju živijo, pa nimajo urejenega socialnega zavarovanja. Med njimi je 60% takih, ki nima prostega časa. Torej, rekla bi, da žal tudi z pojavom kapitalizma, odnosov, ki jih kapitalizem producira, te normalnosti, ki nam je nekako vsiljena, se ta položaj nikakor ne izboljšuje, oziroma žal, sem prepričana, da bomo tudi o tem kaj rekli v nadaljevanju. Mislim, da tudi sistem, družba, država, politika razvoja ne razume tako, da bi dejansko lahko upoštevali to specifično spolno občutljivo situacijo, v kateri živijo ženske na podeželju. Ta njihova ekonomska podrejenost, ki sem jo že nekajkrat omenila, rezultira denimo v podatku, da na podeželju v Sloveniji živi 9% žensk, ki nima svojega TRR-ja, ali pa 35% žensk, ki nima lastnega dohodka. Kako potem mi lahko govorimo o razvoju, o enakosti, brez da v ospredje postavimo te ženske? Pa kako to sploh pride do tega, torej, da 9%, ki ste jih omenili, dejansko ženske nimajo svojega TRR-ja? Gre tu mogoče za predstavnike starejše populacije? Kdo so tiste, ki potem na nek način so res v celoti pravzaprav dobesedno odvisne od tega, kaj pravzaprav dobijo od moškega? Absolutno gre tukaj za predstavnice starejših generacij, za ženske, ki niso bile vpete v izobraževalni sistem, tako kot so denimo mlajše, njihove hčere, sestre ali pa kaj podobnega. Pa vendar je tukaj, se mi zdi, potrebno na to vprašanje pogledati malo širše. En vidik je vidik teh pravic in absolutno sem prepričana, da bi morali več napraviti v tej smeri, da bi ženske dejansko tudi izobraževali o tem, kakšne pravice vse imajo, kako do nekih hitrih finančnih instrumentov. Ogromno žensk na podeželju ima izjemne ideje, se pravi, veljalo bi gotovo spodbujati žensko podjetništvo na podeželju, omogočiti neko diverzifikacijo kmetijskih panog, v katerih so udeležene, pa vendar, če mi vzporedno ob temu ne delamo še na spremembi miselnosti v teh skupinah, ki so izrazito zaprte. Torej, na podeželju ljudje, tudi sama prihajam iz podeželske skupnosti, iz ene mehne vasi, na podeželju živimo v takih zaprtih enklavah, ki zelo jasno kažejo, kakšno vedenje bo nagrajeno in po drugi strani, kakšno vedenje bo kaznovano. Torej, in mogoče primer zdaj, kakšno bi bilo vedenje, recimo, ki bi bilo pozitivno sprejeto v skupnosti in kakšno negativno zdaj, ko ste glih to omenili? Ja, zopet se moram vrniti na začetek. Podobno vedenje, kot je v večini, v večinskemu prebivalstvu. Torej, podobno vedenje, kot ga slovenska družba ali pa zahodna družba nagrajuje, kadar ga izvaja ženska. Bom takole pojasnila. Potica za skupnost. To gre še globlje. Bom takole pojasnila. Naprimer, v Teri smo mi ugotovili, da v kar nekaj primerih so ženske tiste, ki spolne stereotipe reproducirajo same, pa ne samo to, celo trdneje jim verjamejo oziroma zaupajo od njihovih partnerjev ali pa preostalih moških članov njihovih družin. Ampak zakaj pride, to je bilo tudi eno izmed mojih vprašanj, zakaj pride do tega, ker glih
to je potem tista neka ujetost, kjer je zelo težko stopiti ven in pogledati na situacijo, če pravzaprav so ženske tiste, ki reproducirajo te tradicionalne vzorce. Tako je, absolutno. In to je pravzaprav del tega vašega prejšnjega vprašanja. Če bi mi te podatke, denimo več žensk kot moških je dejalo, da za moške res ni naravno, da bi kuhali, čistili, pospravljali, zato pač oni teh del ne opravljajo Torej radi. prav naravno beseda je bila Tako. uporabljena. Potem po drugi strani se jim je zdelo, da je recimo skrb za otroke ponovno nekaj, kar je bolj v domeni žensk, zato ni presenetljivo ali pa ne more biti pričakovano, da bi od partnerjev pričakovale, da so enakovredno udeleženi v teh skrbstvenih obveznostih, ki so nujne za preživetje neke celice. Pa vendar, da se vrnem zdaj in da vam odgovorim na to vprašanje, ženske tem stereotipom verjamejo oziroma jih zasledujejo ne zato, ker bi se one na neki točki svojega življenja reflektirano odločile, jaz bom živela bolj tradicionalno, jaz bom ostala ujeta v teh odnosih in to mi bo v redu, ker bom dejansko vsak dan izčrpana, ker bom samo prehajala iz enega bremena v drugo, ampak zato, ker jih je ta sistem, v katerem živimo, ta sistem spolnih stereotipov, spolno pričakovanih družbenih vlog, nenazadnje globalni sistem razmerij moči med spoli, prisilil v to, da vkolikor sledijo tem vzorcem, potem je to edina strategija njihovega preživetja. Nagrajene so torej, če sledijo tem vzorcem in po drugi strani, zato ker živijo v zelo zaprtih skupnostih, je vsako odstopanje od te norme kaznovano. In če zdaj to konkretizirava, na primer, ženska, ki je pridna, ki ne komplicira, ki vse prenese, ki ne preizprašuje, ki zelo sprejema navodila, je ženska, ki potem lahko si zasluži, da ji je dano, da si prevzame na sebe nagrado, da je poskrbela za mir v družini. Aha, to je nagrada. Recimo, ker je seveda odgovornost za to, kako je družina vzpostavljena, kako funkcionira in kakšno je partnerstvo, je absolutno na njej. Ampak o kakšnih dinamikah govorimo, če morajo ženske dejansko izbirati neka takšna vedenja, ki ne sprožajo potem nekih odzivov, ki bi jih lahko pahnile v stisko. Če so pridne, če so poslušne, bodo potem sigurno soočene z manj konfliktnimi situacijami, z manj grožnjami, imele bodo dostop do nekih resursov, ki so jim bili prej mogoče omejeni in tako naprej. Tako da jaz sem zelo... V bistvu ta neka ubogljivost oziroma na nek način vdanost v te vzorce je mogoče vse lažje preživetje znotraj teh vzorcev. To je socialna adaptacija, ki je pravzaprav za njih edina strategija preživetja. Ne? Ta svet, v katerem živimo, ta svet, v katerem sva tudi midva zdaj tukaj, je še vedno moški svet. In tudi jaz, kljub temu, da se ukvarjam z enakostjo spolov čisto vsak dan, se zelo globoko zavedam tega, da tudi jaz kdaj prispevam k ohranjanju patriarhata, ravno na neke načine, v katere smo bile vse ženske socializirane, in je seveda to zelo težko spremeniti, če tega ne reflektiraš pravzaprav v vsakdanjih praksah življenja. Ker zdaj že recimo ti podatki iz Tere so pokazali, koliko več skrbi ženske namenijo na primer za gospodinjstvo, da podatki moški v gospodinjstvu namenijo 1 uro ali manj na dan, 80% žensk pa 2 do 4 ure na dan, torej skrb za starejše, za otroke, za skupnost, kuhanje, pospravljanje, torej je ta razporeditev dela še vedno tako neenakomerna, ostaja. Absolutno je. Pa kar nekaj moških teh del sploh ne upravlja, okoli 17% moških se sploh nikoli. To zdaj govoriva samo o podeželju, pa se vam zdi, da je to nekaj, kar bi tudi mogoče lahko pa vsaj deloma v vzporednici tudi na mesto. Absolutno. Mislim. Če se spominjate nekaj let nazaj, mislim, da je OECD
objavil eno raziskavo o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja in del tega je bil tudi delež časa, ki ga moški namenijo temu nevidnemu, neplačanemu delu doma. In takrat se jaz spominjam, mislim, da sem takrat ravno začela se ukvarjati s temi stvarmi, tako da to je res že nekaj let nazaj, je bilo v slovenskih medijih polno enih prispevkov, analiz, interpretacij, ki so prav jasno šli takole, kakšne srečnice ste Slovenke, Slovenci so očitno copate. Zato, ker gledano tako zelo površinsko, bi rekla, se je pač izkazalo, da med moškimi, ki so takrat odgovarjali na ravni Evropske unije, je pač slovenski moški bil tisti, ki je opravil največ ur tega dela doma. Jaz sem šla potem takoj hitro pogledati te podatke malo globlje in sem seveda ugotovila, da so novinarji in novinarke pozabili pogledati, koliko tega dela pa vseeno opravijo ženske. Aha. Torej, to ni toliko znižalo dela, ki ga opravijo ženske, samo oni so se takrat deklarirali kot tisti, ki tudi nekaj počnejo. V mestnih središčih jaz zadnje čase opažam zelo velik poudarek ali pa spodbujanje koncepta aktivnega očetovstva. Ja, to sem tudi hotela omeniti. To se mi zdi, kar je zelo očitno, vsaj zdaj, če govorim tudi o moji najini generaciji. Tudi o tem, kar vidimo, ko smo del tega sveta ali pa kar poslušamo strani ljudi, ki imajo majhne otroke, pa vendar se mi zdi, da se tudi pri tem aktivnem očetovstvu, ki ga jaz seveda absolutno podpiram, spodbujam, jaz mislim, da je pravzaprav očetovstvo in materinstvo, ki je enakovredno temelj vsake zdrave celice, v katero se dva odločita, da bosta sprejela še otroka, pa vendar se mi zdi, da tudi naše razumevanje tega koncepta aktivnega očetovstva ali pa praksa aktivnega očetovstva še vedno kaže, kako omejeno mi razumemo spolne vloge. Nam se zdi zelo hvalevredno, kadar se očki odpravijo z otroci v park ali pa na kakšno športno prireditev, ali pa kadar jih peljejo na kakšno zabavo, na prijetnejšo aktivnost. Kadar to naredijo zato, da lahko mame tisti čas v miru pospravijo, kuhajo, nismo naredili prav veliko. Po drugi strani pa se še vedno zdi, da breme teh težjih del, teh del organizacije življenja, skrbi, kadar otrok zboli, se pravi te mentalne nenehne obremenjenosti o tem, kaj otrok potrebuje, kaj mu je potrebno kupiti, kaj bo jedel, kdaj ima zdravnika, kako se bo nenazadnje izobraževal, ostaja še vedno na plečih žensk. Tako da se mi zdi, da moški zdaj, pa ne želim posploševati ali pa koga ujeziti, ampak gotovo se mi zdi, da so začeli uživati v nekih lahkotnejših plateh starševstva. Starševstvo pa seveda seboj prinese tudi skrbi in si želim, da se napravi še ta korak v to smer. V spominu imam, ko smo imeli en aktivni vikend ženski in potem je pač veliko mater pustilo seveda čez vikend otroke z očeti. In potem so najbolj vse pripravile prej. Pripravile, pa tudi potem je bilo, da vedno so potem tašče in mame tukaj vprašajo, a imate vse za jesti, a je skuhano, a kaj pridemo pomagati. Tako. In je v bistvu potem ta širša skupnost ali pa razširjena družina vključena v to vzgojo. Ampak seveda tu so zdaj spet, hočem reči, da je tudi to neka posplošitev. Ne? Če pa ženske same skrbijo za otroke, se pa podrazumeva, da bodo zmogle. Vse, ne? Tako je. Ampak če se lahko za trenutek vrneva k temu neplačenemu skrbstvenemu delu. Vedno, kadar o tem govorim, se ljudje začudijo, zato bi rada izkoristila priložnost, pa to povedala še tukaj. Neplačano skrbstveno delo je pravzaprav najmočnejša gospodarska panoga sveta. Ne? Če bi mi neplačano skrbstveno delo pretopili v BDP, bi prišli do panoge oziroma področja, ki bi v nekaterih državah obsegal celo do 20% BDP-ja. Panoga je močnejša od denimo industrije, tehnologije in kmetijstva. V 70 do 90% pa seveda to delo opravljajo ženske. In
nikjer v nobeni državi, če sem prav zasledila, to ni plačano delo oziroma ni gospodinjstvo razumljeno kot... Absolutno ne. In tudi en del tega dela je ta fizični, če lahko tako rečem, to, kar se vidi. Potem je pa mentalno. Tako je, potem pa je to mentalno gospodinjstvo, ki je pravzaprav nenehna miselna obremenitev, s katero ženske živimo, nenehna koordinacija, usklajevanje, organiziranje, ampak po drugi strani, kaj je tudi mentalno gospodinjstvo? Prevzemanje odgovornosti, kadar gre kaj narobe. In seveda včasih gre kaj narobe, kar je izjemno psihično breme za ženske. Koliko je pa recimo, zdaj smo že omenili prej malo te tradicionalne vzorce, ti se recimo vidijo tudi pri dedovanju, naprimer kmetij, ki se večina deduje na sinove. Se tudi potem odločitve glede prihodnosti kmetije, vlaganja, pravzaprav domena moških na podeželju? Absolutno. Seveda Tera je večkrat pokazala, ne samo v analizi, tudi v terenskem delu, ko smo hodili po čisto vseh statističnih regijah in se družili z ženskami, ki tam živijo in delajo, da je kmetijstvo v naši družbi še vedno dojeto kot poglavitno moška dejavnost, kot neka dejavnost, v kateri prosperirajo ali pa se bolj izkažejo moški. Ko smo analizirali količino dela, ki ga opravijo, in ko smo jo prečili tudi z jasno naravo tega dela, torej s konkretnimi aktivnostmi, ki sodijo v njihovo delo, pa se nam je postavilo eno vprašanje, kako je to mogoče. Namreč v zadnjih letih ženske na kmetiji prevzemajo tudi velik del tistih dejavnosti, ki so prej veljale bolj za moške, torej delajo stroji, upravljajo s težko mehanizacijo, k temu je gotovo pripomogla tudi ta rast kmetijske panoge v smeri mehanizacije in tega napredka. Po drugi strani pa se zdi, kot da v zadnjih desetletjih ni prišlo do tega preskoka, da bi moški torej vstopili v tisti del dela na kmetijah, ki so ga prej upravljale zgolj ženske. Tako da meni se poraja vprašanje, kako to, da je kmetijstvo še vedno dojeto kot izrazito moška panoga. Seveda se to vidi tudi v dedovanju, pa ne samo tako, tudi v lastništvu. Mi imamo zelo nizke odstotke kmetij, kjer so lastnice ženske, podobno tudi zelo nizek odstotek kmetij, kjer so ženske nosilke kmetijske gospodarske dejavnosti. Ne veste, kakšni odstotki, to so res zelo nizki. Ja, 10% je lastništva, 30% je nosilk gospodarske dejavnosti, ampak obstaja pa še en podatek, ki je odgovor tudi na vprašanje iz začetka najinega pogovora, kako gre ta razvoj, a je zdaj kaj lažje, a je zdaj kaj boljše. In to je podatek prevzemništva novih kmetij. Torej, mladi se lahko odločajo za to, da prevzamejo kmetije in upam, da ne bo nikogar presenetilo, da imamo v Sloveniji 1% ženskih prevzemnic kmetij, se pravi mladih prevzemnic, ki so se odločile in seveda dobile tudi podporo v svoji družbi, družini, da se bodo ukvarjale s to dejavnostjo. Tako da, kot je tudi drugod, ne samo na podeželju, to vse, o čemer govorimo, to, za kar se borimo, napredek, ki si ga želimo, je zelo počasen in nikoli ni varen pred morebitnim nazadovanjem. A se kdo vpraša, tako kot je za sobotno prilogo pred kratkim dejala igralka, performerka Barbara Kukovec, ki je tudi se dosti ukvarjala z ženskami na podeželju, če si kdo sploh, a se kdo vpraša, kaj si te ženske želijo na podeželju? Imate mogoče podatke o tem, ali so se te ženske torej znašle v tej situaciji, znašle na neki kmetiji kot mogoče mlade partnerke, mlade žene svojih mož, so bile na nek način prisiljene v nek ta položaj? Barbaro poznam na začetku, ko sva se parkrat dobili, ko se je Tera še izvajala, sva že malo govorili o teh stvareh in z navdušenjem spremljam zdaj to, kar je ustvarila.
njihove zgodbe so različne, seveda, in mnoge od njih si tudi želijo delati na kmetiji in s tem ni absolutno nič narobe, ampak jaz kot feministka vedno zagovarjam možnost izbire. Ne? Če odnosi v družbi, v partnerstvu, v primarni družini, v socializaciji ali pa ne nazadnje v sistemu, ki nas obdaja, pravzaprav te izbire ne nudijo, če torej je ta sistem tako rigiden, da je najboljša možnost za žensko, da ostane nekje, kjer se pravzaprav počuti nevredna, manj sposobna, manj pomembna, potem se bojim, da na to vprašanje pravzaprav zelo težko odgovorim drugače kot tako, da razmere še niso takšne, da bi lahko pravzaprav govorili o tem, za kakšne vrste odločitev je šlo, če me razumete. Če je moje preživetje ali pa preživetje mojih otrok odvisno od nekoga drugega, potem bom jaz se v življenju odločila seveda v skladu s tem, da bom lahko eksistencialno sploh preživela. Ne? Če ženske, to zdaj se mogoče slišalo nekoliko poetično, ker je to nekaj, kar je ena izjemna ženska veliko pred mano zapisala, ampak če ženska nima svojega prostora, če nima svojega časa, s katerim lahko razpolaga, če nima svojega denarja, če nima svojih sredstev, s katerimi lahko pravzaprav sprejema druge avtonomne odločitve, potem se jaz bojim, da pravzaprav ne moremo govoriti o enakosti, ker govorimo o ženskah, ki so brez moči oziroma razpolagajo zelo omejeno močjo. In tudi to vse, kar sva zdaj v bistvu omenili, je zelo takšno polje, kjer se v bistvu na velik način lahko torej pride do revščine. Ne? Vemo, da so samske, starejše ženske na podeželju še posebej izpostavljene tveganjem revščine in pa nasilje. In kar je bilo zelo presenetljivo, ko sem gledala te podatke raziskave Terra, je to, da pravzaprav velik del žensk pravzaprav tega kričanja sploh ne dojema kot nekega psihičnega nasilja. Lahko to mogoče malo bolj pojasnite? Nasilje je najbolj pogosto kršena človekova pravica po celem svetu. Nasilje nad ženskami. Za ženske, ki smo del tega sveta, je najbolj nevaren prostor naš dom. Osebe, ki nam predstavljajo največjo grožnjo, so moški, ki naj bi nam bili najbližje. Ta situacija se na podeželje seveda preslika še močneje, če lahko tako rečem. Sploh še nima nekdo ne ekonomskega, absolutno. Možnosti. In tudi zato, ker je podeželje izrazito ponovno zaprta skupnost, enklava, v kateri je ta stigma in strah pred tem, da bi kdo mislil, da je z nami kaj narobe, da me nismo uspešne v svojih partnerstvih, da naši partnerji z nami niso zadovoljni, da ne delamo dovolj dobro, seveda, da ne delamo dovolj dobro, da bi naša družina živela v navideznem miru, ker je to seveda samo odgovornost žensk. In tudi vrlina potrpeti je nekaj, kar je na podeželju zelo, zelo prisotno. To je pokazala tudi Terra. Več kot polovica žensk je prepričanih, da je potrebno potrpeti za to, da se odnosi nekako gladijo, mirijo in tako naprej. Se pravi, to neko samocenzuriranje, samodiscipliniranje žensk, ki je... Pa tudi nezmožnost prepoznave pravzaprav nasilja kot takega, ne? Absolutno. In tudi, a veste, ta ideja o tem je lahko čisto pravzaprav posledica nekih psiholoških notranjih vzgibov ženske. Ne? Če se nam zdi, da ene situacije ne moremo spremeniti, da smo tako močno usidrani v njo, potem jo ponotranjimo, kot da je pravilna, kot da je za nas varna. Tudi to se pogosto zgodi. Jaz, kadar govorim o nasilju nad ženskami nasplošno, ne rada govorim o tem,
kaj bi one vse morale storiti, ker mislim, da so v življenju, v katerem se ne počutijo varne, ker jih je strah in tako naprej, že tako obremenjene Da se nimajo z golim časa še preživetjem, vse. tako, da se nimajo časa in volje in energije ukvarjati z vsem, o čemer jim mi takole iz zunaj pričamo. Zato se mi to vedno zdi vprašanje, ki si ga moramo mi zastaviti, ostali, ki to vidimo, opazimo, ki lahko na druge načine pripomoremo k temu, da pač v Sloveniji, zdaj pa govorim za celotno državo, ne bo obstajala ženska, ki se ji bo zdelo, da je njena bolečina tako nepomembna, da je varneje, da ostane v nekem odnosu, kjer jo je strah, kjer trpi, kjer je žrtev takšnega ali drugačnega nasilja, kot da iz tega odnosa odide. In to je nekaj, pri čemer lahko čisto vsak od nas pristavi svoj delež, ne lahko, moral bi, žal se to ne dogaja. Tera je pokazala veliko toleranco do psihičnega nasilja, še posebno ponovno med ženskami, ki nimajo svojega dohodka. Več kot polovica takih brez dohodka pravi, da grožnje, zmerjanje, da to sploh ni nasilje. Tako da v bistvu tu, jaz vsaj vidim, da je težava in osveščenosti, tudi to, da ženske na podeželju so še bolj obremenjene oziroma imajo dostop do pomoči vsaj omejen, ker v mestih je več prostora, kam se obrnati, tudi mogoče družba drugače. A veste, in o teh stvareh se na podeželju ne govori na take načine, kot se mogoče o tem na srečo govori v Ljubljani. Pa tudi v Ljubljani se ni o tem tako na glas govorilo, kot se govori danes. To je proces. Na podeželju je Tera pokazala, da je 4% ljudi prijavilo nasilje, ki ga je doživelo. To je nek civilizacijski alarm, po mojem mnenju. Ne? Po drugi strani pa 75% žensk je dejalo, da na podeželju ni dovolj tovrstnih virov pomoči, ki bi jim lahko pomagale. Se pravi, če živimo v nekem okolju, v katerem smo tudi geografsko, čisto infrastrukturno, logistično gledano oddaljene od nekih servisov, ki lahko takrat pomagajo, je ta naš vzgib za to, da se bomo rešile same, absolutno težje izvedljiv v praksi. Po drugi strani vsak tam vsakega pozna. Ta normaliziranost čenčarjenja in govoric je tudi nekaj, kar absolutno ne prispeva k temu, da bi ženske nasilje prijavljale oziroma da bi ga prijavljali drugi, ki bi ga opazili. In po drugi strani zelo res trdovratno je prisotna ta ideja, da je nasilje ženska odgovornost, dvojna, po eni strani, tako pač je. Nisem imela ravno srečne roke, ko sem izbirala nekoga, s katerim bom živela, in po drugi strani, kaj sem naredila narobe, da je do tega prišlo, moram svoje vedenje v bodočnosti spremeniti, da se to ne bo več pojavljalo. Ali torej, iskanje krivca v sebi. Absolutno. Ampak k temu pripomore tudi Ljubljana, Maribor, celotna družba. Se mi zdi, Barbara Kukovec, ko smo jo prej omenjali, je res dobro rekla, da je nasilje absolutno prisotno tudi v mestih, da tudi noben doktorat, če smo zdaj govorili tudi o ženskah podeželju, ki si mogoče včasih tudi manj izobražene, ne more zbrisati tisočletij patriarhata. Absolutno. Ne more ga zbrisati, res ne. Ta ideja o tem, zakaj vse smo si ženske same krive, se mi zdi kot neko trdovratno vezivo naše družbe, ki je prepričana, da je tako zelo napredna, da nam je dovoljeno toliko, da je skoraj da potrebno se že bati enakosti in feminizma. In to je velika nevarnost. Rekli, da se mi zdi, da je zelo velikokrat v zadnjem času, mogoče zdaj tudi zato, ker sama živim v bolj ruralnem okolju, je ta feminizem naznačen kot negativen. Absolutno. Absolutno. In ženska, ki se ukvarja s takšnimi rečmi, je v očeh teh nasprotnikov
takoj označena kot ženska, Saj, s katero kaj je vam nekaj pomanjka? hudo narobe, Mhm. ker se ne ukvarja s stvarmi, za katere ne bi bila na ta svet poslana. Ne? Kako se pa torej, mogoče, da proti koncu malo bolj pozitivno zaključiva v smislu, ne vseeno pa se ženske tudi združujejo v razne podeželska društva, iniciative, ki jim vsekakor vsaj deloma pomagajo pri tem opolnomočenju, ne? Kako lahko ta društva ali pa vsaj neko to udejstvovanje, pravzaprav stik z drugimi ženskami, ki se soočajo s podobnimi težavami, pomagal v življenju, v njihovem življenju? Zelo. Nikakor ne bi želela, da bi tole moje govoričenje izpadlo, kot da sem želela predstavljati ženske na podeželju kot neke uboge, nesposobne, nepametne pripadnice našega spola. Nikakor ne. Še enkrat bom povedala. Ženske na podeželju držijo niti doma, kmetijstva in celotne skupnosti. Pa tudi prehranska varnost, ne, zdaj govorimo. Absolutno. Težava je samo v tem, da je njihovo delo dojeto kot njihova dolžnost in pravzaprav njihova vloga ni prepoznana za to, k čemur vse doprinesejo. Tako da jaz sem njihova velika, velika oboževalka. Na Teri sem lahko prisostvovala kar nekaj zanimivim delavnicam, na katerih so se intergeneracijsko povezovale predstavnice Zveze kmetic Slovenije in Zveze slovenske podeželske mladine. In ravno to, kar ste rekla, ko smo jim ponudili nek varen, odprt prostor, zato da so lahko delile svoje izkušnje, so me posebej presenetile starejše ženske, ki so velikokrat opravile neko refleksijo svojega življenja, načinov, na katere so one gradile partnerstva ali pa družinske odnose, opozarjale mlajše, tiste, ki prihajajo za njimi, nikar ne ponavljajo njihovih napak in tako naprej. Takrat se mi je zdelo, mi ustvarjamo laboratorij enakosti, ker je dejansko ta njihova moč v povezovanju transformativna gotovo. Ko vidijo, da imajo podobne tegobe, zmorejo razmišljati ne samo o sebi, pa o tem, kako bi rešile ali pa izboljšale lasten položaj, ampak tudi o drugih. In to se mi je zdel največji doprinos našega projekta, kljub temu, da to ni bil eden od naprej predvidenih ciljev. Zakaj? Na čisto vsaki delavnici sem se s temi ženskami pogovarjala, kje so pa tiste, za katere bi bilo najboljše, da bi prišle na to delavnico. Pa zakaj niso prišle? Kaj jih je od tega odvrnilo? Strah. Delo? Absolutno, strah, delo. Bi bilo to težko skomunicirati doma. Tudi taki primeri se dogajajo. In ta premislek o tem, kako pomagati tudi njim, se mi zdi, da je nekaj, kar bo lahko izboljšalo položaj žensk na podeželju in da je ta ideja o tem... Da vzpodaj navzgor. Absolutno. In ta sposobnost tega, da svoj položaj reflektiraš tudi v položaju z ostalimi, ki si delimo to družbo, in da uspeš v to vključiti še tiste, ki so izrazito podrejeni, ki o tem še niso pripravljeni govoriti, ki morebiti še niso imeli časa sploh opraviti tega premisleka. Jaz mislim, da je to nekaj, kar edino, kar nam bo vsem skupaj omogočilo neko svetlejšo prihodnost. Ampak je to zdaj, imate še kakšne ideje, kako na sistemski ravni pravzaprav izboljšati ta položaj, ne? Torej, to je eden izmed načinov od spodaj navzgor, vendar pa, če se verjetno tudi širši položaj žensk ne spremeni, tako kot ste sami rekli, da pravzaprav se položaj žensk vse povsod po svetu, po Evropi poslabšuje oziroma so kršene pravice, ki so že bile izborjene, je to vse nek ta sistemski problem, ki pa ga verjetno midve ne bova sicer rešili, ampak... Ja, idej imam nekaj, upam, da bo kdo poslušal, slišal in potem to v dejanju. Pravzaprav prva stvar, ki mi pride na misel, zato ker
je eno tako zanimivo obdobje, zaključuje se leto, delajo se neke inventure vsega uspešnega, kar smo naredili, postavljajo se temelji za novo leto, za smeri razvoja in tako naprej. Po drugi strani smo v predvolilnem obdobju, ne, tudi kmalu bodo volitve. Jaz bi rada zelo jasno povedala, da ta položaj žensk, o katerem sva midve zdaj govorili kar nekaj minut, ni nobeno naključje. To je posledica političnih odločitev, tudi političnih odločitev, ki so povsem slepe, spolno slepe, ki niso občutljive na specifično situacijo, v kateri živijo in morajo preživeti ženske, ki živijo na podeželju. Mi govorimo o razvoju, mi govorimo o razvoju regij, govorimo o razvoju podeželja, govorimo o kadrih, govorimo o talentih. Nihče ne govori o ženskah, ki živijo in delajo na podeželju. Jaz se včasih zelo težko pomirim s tem, kako je to mogoče. Kako je to mogoče in kako smo kot družba, kot tisti, ki pravzaprav smo to našo oblast samo predali na posodo odločevalcem, to dopustili. Ne? Kadar govorimo o razvoju, se mi zdi, da pravzaprav poslušamo moške govoriti o moških. Mi sprejemamo ukrepe, predlagamo pobude, izvajamo politike, ki nagrajujejo en spol in so popolnoma ignorantske do drugega spola. Vse, o čemer smo midve govorili, bi zahtevalo neko detaljno obravnavo, da bi torej nekdo presodil, ampak te ženske bi si res zaslužile, da bi mi naše delo konkretizirali tako, da bi njim olajšali življenje. Ampak to ne bi bila nagrada, bombonček ali pa sladkorček. Ne, šele takrat bi mi lahko dejansko govorili, v naši družbi živimo v demokraciji. Moški in ženske imajo enake pravice, enake možnosti in enake priložnosti. Potem pa upamo, da se kaj od tega, kar ste predlagali, tudi uresniči. Ana Pavlič, najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam. In hvala vam, drage poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, za vašo pozornost. Lep pozdrav do prihodnjič.